Drage gledalke in gledalci, športni navdušenci, dober večer. Današnji športni torek ne bo bogat z rezultati dogajanj, saj med prazniki razen 26. kola prve nogometne lige Telemach tekem ni bilo. Zato se bomo najprej ustavili v Črni na Koroškem, kjer je bil v petek velik sprejem za našo najboljšo smučarko Tino Maze. Tina se je na prizorišče pripeljala v kočiji in navdušila. Vsem navijačem se je najprej zahvalila in zatrdila, da imajo zdaj že 4 sprejemi v Črni, v njenem srcu pomembno mesto, sploh ker gre za izjemne emocionalne izkušnje. Letos je prišla njena celotna ekipa, ki se je v Črni dobro počutila. Zato, kot je še dejala, ni boljšega načina za proslavitev čudovite sezone. In zakaj se je Tina sploh navdušila nad alpskim smučanjem? Tudi zato, ker je bila že v preteklosti sama kot otrok deležna lepih sprejemov starejših kolegov, sokrajanov Katjuše Pušnik in Mitje Kunca. Svojega neizmernega veselja nad Tininimi vrhunskimi dosežki ni mogel skriti niti predsednik države Borut Pahor. Kljub vprašanjem o nadaljevanju njene kariere je jasno povedal: Tina je večna, ter ji zatem izročil šopek rož. Ona je kraljica alpskega smučanja, ona je nenadkriljiva, mislim, da je to smučarka 21. stoletja in da je nov noben prekitu, edin otrocu dne. Kako je Stenmark Križaj, ambasador alpskega smučanja, Tina ženskega alpskega smučanja. Najbolj fajn je bilo v Mariboru lansko letos pač ne, drugače je pa v redu tudi v Flahovu smo bili letos, smo bili presrečni. Drugače pa svetovno prvenstvo, olimpijada, to je nenadkriljiva. Letos bo, ali pa naprej bo zelo problem po moje, ker jaz kar sklepam po moje, pa mislim, da tudi je, da v Tina kariero zaključila, da to bo pa tuga po slovenska rečen, ker ni vzad nobenega podmladka, pa težko bo. Tudi če masi prevzame, to pa nas je precej zafuran, da smučanje je bilo prvečih zraven, jaz bi djel pa luharju. Tina nam pomeni vse. Tina nas dejansko drži po konci, Tina je šampion in mi smo z njo. Dejansko vsako leto, z leta v leto je boljše in če bo nehala, bo prav žalostno. Ja, sicer bo verjetno nastala neka praznina, ampak mislim, da bo tudi za njo prišli drugi mlajši tekmovalci, da bo. Ampak to, kar je naredila Tina, bo težko to naredil. Tini želim, da bi naprej naučila dobro to, kar je dejansko že pokazala, kar zna, da bi tudi uspela dejansko na poslovnem področju in dejansko, da bi nas še naprej tako razvajala, kot nas je do zdaj. Pozdraviti so jo prišli tudi nekdani smučarski kolegi, športni funkcionarji in številni glasbeniki. Zapeli so ji Jan Plestenjak, Siddharta, Sixpack Čokor, Šankrok, Milan Kamnik, Koroški oktet in mnogi drugi. Tina se je vsem navijačem zahvalila in zapela ter zaplesala z njimi. Tudi županja si želi nadaljevanja te zgodbe o uspehu. Črna je namreč kraj z največ olimpijci na število prebivalcev na svetu. Smučarski klub Črna na Koroškem deluje zelo dobro. Verjamem, da jim je Tina velik motivator in da skrbi za to, da se z nekim velikim veseljem in tudi pričakovanji po svojih uspehih spuščajo po naših strminah. Tako da verjamem, da se bo od zadaj našel še kakšen smučarski up, ki bo poskrbel za to, da bo Črna še naprej smučarska velesila. Na tiskovni konferenci, ki je sledila, Tina kljub številnim vprašanjem ni razkrila, ali bo nadaljevala smučarsko kariero ali ne. Je pa zatrdila, da si želi, da ta sezona ni zadnja. Je pa povzela vrhunce letošnje. Zahvalila se je svoji ekipi in vsem, ki so ji pomagali. Andreja Masi še tudi ni povedal, ali bo prevzel vajeti alpske reprezentance v svoje roke. Si je pa v imenu vseh zaželel malce miru, da se po uspešni sezoni lahko spočijo in regenerirajo, kar si nedvomno zaslužijo. Tako je bilo v Črni na Koroškem, zdaj pa k rezultatom nogometne lige. Medtem, ko je imela večina prvenstev in tekmovanja premor med velikonočnimi prazniki, so nogometaši v prvi ligi odigrali 26. krog tekmovanja v letošnjem prvenstvu. Domžalčani so v gosteh zmagali s 3-0. Olimpija je prav tako s 3 zadetki premagala Zavrč, ki je le enkrat zatresel mrežo. Vse ostale tekme med Mariborom in Krko, Gorico in Celjem ter Rudarjem in Luko Koper so se končale z izidom 2-2.
Maribor tudi po zadnjem krogu ostaja na vrhu lestvice. Sedaj ima 3 točke prednosti pred Domžalami na drugem mestu, tretje pa je Celje. Rudar je po izenačenju na zadnjem srečanju na 7. mestu s 30 točkami. Veliki noči pa je bilo posvečenih nekaj športno-rekreativnih prireditev. Športno društvo Slovenci iz Celja je izvedlo tradicionalno tekaško preizkušnjo, velikonočni tek ob in okoli Šmartinskega jezera. Med 200 udeleženci iz različnih slovenskih krajev so se tekači starosti primerno na različnih razdaljah pomerili med seboj. Otroci na razdalji 500 in 1000 metrov, za udeležence rekreativce pa je bila speljana 4,5 km dolga trasa Jezerska kraljica po pešpoti ob Šmartinskem jezeru. Najboljši pa so se na tem velikonočnem teku okoli Šmartinskega jezera pomerili na razdalji 12 km 130 metri višinske razlike. Za uspešen nastop so se pohvale veselili vsi, zmagovalcem pa so namenili še nagrade in priznanja. Na najdaljši progi, 12 km, je bil absolutni zmagovalec Vinko Jošt pred Davidom Adamičem in Miho Juvanom, pri ženskah pa je zmagala Monja Drnovšek, druga je bila Sabina Dolinar, tretja pa Sonja Romih. In to je tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratnem športnem torku. Se vidimo naslednji teden. Srečno!